da bojo primerjali, kdo je bolj gibčen pa. Ja, pa veš, da si ti bolj. Ne, nisem. Dober dan, gospodična. Gospod, a se gre tukaj na Raduho? Ful lepa koča. Je, ne? Ja, ful je dober. Me spustiš naprej? Ne bo šlo, ko so hlodi na cesti. No, pol uskoč, pa gremo dalje. Evo, Tjaša osvaja prvi svoj 2000-ak. Malo jo je strah, gremo dol. Midva s Tjašo so že v akciji, sva že na 1000 metrih, sva na prelazu Volovjek. Ti, ki veš od tega prelaza, Tjaša? Ne, prvič sem tukaj. Ampak je pa lepo. Ja, zelo. Tamle greva naprej proti lučam. Ja. No, dej povej, kaj imava danes plan. Najprej greva zdaj pogledati en slap, ki je na poti, pol greva v dolino pod Sotesko, pod Volovjek, Repov slap, Repov mlin, pa se mi zdi, da še kar nekaj. Se pravi, zdaj se bo v dolino spustila verjetno, ker je to prelaz. Drugače pa lejte tudi, kako je to strmo, tamle se kravice pasejo, tako da lepa pokrajina. Midva s Tjašo sva že prispela na prvo točko, kjer si bova ogledala dve stvari. Kaj bova to videla, Tjaša? Videla bova Žagarski mlin, ki je najstarejši, edini delujoči mlin še v Zgornji Savinjski dolini, in pa Repov slap. Ta mlin je star koliko, si rekla? Ne bi bil star več kot 250 let. V redu, me prav zanima, kako je videti. No, drugače pa, če bo šel kdo to pogledat, midva so se pripeljala tukaj iz tistega prelazja Volovjek. 10-15 minut so se vozila, to je tik ob cesti, so tukaj parkirala. Evo, lejte, tale mlinček je pa čist tukaj takoj, do slapa se pa potem še naprej gre. Tole je pa bolj zanimivo, kakor sem jaz mislil, da je. Tudi lepše, lejte kako lepo zeleno. Zelo prijetno, hladno. Tukaj pri mlinu imajo tudi tole tablo. Kaj se ugotovila, Tjaša? Da tukaj pelje ena tematska pot, ki je dolga približno 800 metrov do Repovega slapu. Ja. In tam je še neka razgledna točka in pol prideš nazaj, tako da približno 20 minut naj bi bilo v eno smer. Pa na poti je še ena petkova mlaka, tako da po mojem je kar zanimivo. No, bo zanimivo tole, ja. To so pa zdaj prišla do petkove mlake. Kopala se glih ne bova noter, Tjaša, ne? Glej, koliko je tukaj paglovcev. Pa ti si pa že večji kazanč. Ti si pa... Lej. Pa res, ti si pa strokovnjak za te paglovce. Tjašo sem slišal reči, hudo. Pa je res hudo. Sem hotel reči, da vidimo, kaj bomo videli. Kaj praviš, Tjaša? Je, ne? Ja, je dober. Me spustiš naprej? Ja. Wow, super. Tukaj bi se človek lahko malo kopal. Lepo, pa tole gre še nekam naprej. Tole so prispela do tega slapu. Kako se že imenuje, Tjaša? Repov slap. Repov slap. Lepa, občutki, super. Ja, res je, zanimivo. Zdaj greva pa še tukaj, ne, gor. Tukaj pa... Gor je ena razgledna točka. Ja. Pa je pa krožna pot, pa prideva nazaj na to pot spodaj. No, super. Tjaša, si ti prepričana, da je tu ta prava cesta? Tako mi kaže, pa me že malo zaskrbela, ampak vidim, da to zate pa za tvoj avto ni. A ja, ne, sem videl, so tu čist na pamet, da sva na dvorišče na delavnice prišla, tako da... Jaz sam lej kaže pa tako. Ja. Tu po mojem, ki je viš, lej unale, tamle gor, a? Ja, sem nem, ko se tja pride. Ja, evo. Ali pa je bila, lej tukaj cesta, vidiš? Ja, ampak je zaprto. A grem odpred? A se da? Ajde, daj, da te vidimo. Sam da naj ne bo kdo preganja.
Ma tebe ne bojo, mene bi bil sigurno. Ne bo šlo, ko so hlodi na cesti. No, pol uskoč, pa gremo dalje. Nekaj drugega najdete. Tjaši, da nas ne gre navigacija čist najboljš. Evo, še na en dvoriš. Zdaj pa vem, v čem je bil problem. Daj, samo všesa so me. Če vtipkaš v zemljevide slab cuc, te pot hoče pripeljati proti do tja in pol zmeri zgrešiš in greš v te poteh, ki ne pridejo nikamor. Zdaj sem pa na strani Luče, na spletni strani, tam pritisana navodila za pot do izhodišča, zdaj pa bo. No, sam da bo. Tjaša prav, da je tukaj. Tukaj par kapelci, lej pa tam Evo, lejte, tle je kapelca in tle je tu tabla, ja. Da se ne te vidi tako matral, kakor so se midva s Tjašo. Sam ne piše slab cuc, ampak je riherska hojka, bivak na Kalu pa veliki rogatec. Evo, in tale most. Aha, tukaj piše pa cuc, evo. Cesta je ratala malo slabša, ampak vsem gre, tako da. Imaš prav, da še na slabše navajen. Ja, bistveno na slabše. Se spomniš one v Gruziji, ko sem šel. Tako da tu je avtocesta. Tukaj so fino parkirala. Zdaj se gre pa sam tukaj le gor, pa desno. Tukaj je tudi neka soteska. Kam zdaj greva, Tjaša? Dol čez vrv ali tle gor? Kje misliš, da morava iti? Ja, jaz sem to te prepustil. Ja, kaj to pomeni? To pomeni, da je markacija tle, sam nekje piše, da se mora odcepati. Pa tam dol je en mostiček, tako da tle dol tudi neka pot. Jaz predlagam, da gremo najprej gor. No, prav, vse greva, pol tudi še tle lahko pogledati. Ja. Evo, probava se držati kart, navodil. Zdaj je najno vprašanje, a je tukaj čez ali ne. Navigatorka Tjaša, kaj ti praviš? Ja, spet je markacija tam. Ja, markacija je gor za tisto pot na neko goro, ne? Ne. Ampak piše, da je treba nekje se odcepati iz markacije. Po 20 minutah, zdaj pa ne vem, je to 20 minut. Ja, ampak kjerkoli greš, prideš, nek prideš pod vznožje slapu, nek prideš pa na 1 stopnjo višji. Kaj predlagaš? Ja, pa je zdaj še po markaciji gor. Ok, kakor šefica reče. Plače počene. Ampak sem upal, da se ne vidi. Lahko to posnamem. Lahko. Napet. Da vidim zdaj tvojo taktiko, ki jo boš obral. Aha, okej. Ker če greš pa tle gor, si pa hitro kaj raztrgaš. Da vidimo, kako bo Tjaša tole oviro premagala. Zdaj ni dobro, da sem jaz tebe snimala. Zakaj? Zdaj bojo primerjali, kdo je bolj gibčen pa... Ja, pa veš, da si ti bolj. Ne, nisem. Ja, nisi ti dalo dosti prepogent. Ok, vreč. Kaj si Tjaša rekla? A misliš, da smo prav? Ti, tvoj ton glasa mi nekako ni všeč. Mam, sem že utrujena. Mislim, nekaj mi pove, da... Je čudno se mi zdi, da gre že toliko časa v hrib. Ok. Ne vem. Predlog, da obrnemo. Predlog je, da še ti prebereš navodila. Ja. Da pa ne bom samo jaz kriva. Pač odva, brat. Lej, jaz mislim, da je bilo čez tisto brv zajet, ker lej, tlele dol ni več, se pravi, je lej za unemle hribčkom od ozadej. Je reka, ne? Tu ni tle spodaj, lej, viš, tu se neka. Ne vem, bom premislil. A ti nekaj povem? Daj. A veš, ona ta prva brv, kaj je bila? Da bi te mogla iti. Tam bi mogla iti. Po mojem, da pa ne, da ta druga. Tako da pejva do ta druge nazaj, pa bova videla, kaj je. Se pogreja še zmerom lahko do naslednje. Dobro, zdaj sem sam hotela. Sej sva čisto ob vodi, tako da. Jaz sem sam hotela, da malo še potrenirava v hrib. Ja. Ajoj, zdaj pa spet mogla tukaj spodaj list. Lej, Tjaša, samo zate, kaj bom jaz zdaj tole v redu. Samo čekaj se omaknem. Kaj boš pa naredil? Boš vedel.
Lej, zate plus za vse ostale obiskovalce bom jaz tole umaknil, da se ne boste tle makljali. Pa si ti toliko močen, da boš tole dvignil? Pa Tomaž, ti si pa... Drvar pa prav. Še malo drugače si zamislil. Ja, je kar smoten, ko so tele veje ven. Si hiter nasadiš, previdno, da se ne boš v glavo. Tomaž razmetava hlode kot za šalo. Malo hecaš. Njih mečkam sem premal porino. Ja, mečkam je zelo. Ampak saj zdaj bo pa lažje tam iti spodi. Evo, lejte, kaj je Tomaž naredil. Se lotil na mesto do konca. Okej. Sam pazi veje. Bravo. Svaka čast. Evo, Tjaša, samo zate. Pa ti si res norc. Ja, lej. Bravo, res. Multipraktik uporaben za vse. No, evo. Glede na to, da je Tjaša za J, ne, Ja? so zdaj prišla nazaj do tele točke in greva zdaj tle čez brv. In upajva, da je tudi ta prava, da ni bila una ta prva. Mogoče pa je glih una ta prva in tudi ta dobra. Prišla sva do slapu in tamle gor zanimivo, da ne vem, če na kameri vidite, je en rdeč štrik, da se gre gor. Sam kje se do tam pride, to pa jaz ne vem. Ampak bomo malo raziskala, mogoče se gre tlele gor, sicer je kar strmo. Kaj prijeten hlad tukaj ob vodi. Ja, lejte, slab se tam gor še nadaljuje, tako da morava nekje še gor prideti, po mojem. Drugač pa lepo. Kaj praviš, Tjaša? Pač, drsi lahko. Sam ne vem, kje bova gor prišla. Po mojem, da tukaj leja pot, leja, kako je lepa. Mal sem žlek, se smejem, lejte, kaj se je Tjaši naredilo. Pa sem ji rekel, lik nisem se mi reči, zakaj je šla tle, bo šlo. Pazeno še pala kje. Imaš mokro noter. A si misli, da boš kar čez spala? Da boš na drugi stran zemlje ven prišla. Tole zgleda je še neka razgledna točka na slap. Ja, in lejte, ne, koliko je ta slap še visok. Tjale, kaj je tisle štrik, tlele Tjaša, kaj po mojem ne bova prišla. Ne. Če greva okoli po te poti, bo mogoče prišla gor med drugim pa tretjim delom. Zdaj sva prišla do enega križišča. Ja. Zdaj bo pa Tjaša razložila, kako je to. To je zdaj tukaj, če bi šla čez to prvo brv, Ja, bi prišla tukaj gor. Bi prišla tukaj in tukaj do tega križišča prideš, tukaj se že malo slab vid, greš lahko, to se pravi tukaj desno prideš pod slab, tukaj desno gor, prideš pa na vmesno stopnjo, tako da mi da gre zdaj tukaj pogledati. Je pa tole kar strma pot, ampak zanimiva. Še najbolj zanimivo bo pa, ko pridemo do slapu. To pričakujem, da bo res dober. Evo, Tjaša malo zaostaja. Zdaj imam pa občutek, da smo prišli gor in da bom videl nekaj lepega. Dač, polejte, tle dol je slap. Aha, lej, tu je prva kaskada, druga, dol pa še tretja. Tole mislim, da se pa ne šteje več pod slap. Kaj? Čist na Tle bi me robu, ti bi me tle, Tjaša, lahko sama uporinila, dol pa bi rekla pol je. preveč dokazal. Tukaj naprej lepa soteska. Bi rekel, če bi bilo še malo bolj vroče,
bi se človek pokopal tukaj. Tale Tjaša že malo korajžna ratala, tako kot jaz. Pa kar nič ne pas, tako da enkrat mi bo nekje pala, pa bomo imeli sranje. Jaz pazim. Kaj pa zdaj delaš? Ti se zovem Mirelke. Kaj imaš kaj? Bos nazaj. A boš šel po temu hribu dol? Malo bi jih v vodo vrgel. Si videla ti to, kaj me motiš s tem snemanjem? V glavnem, veš kaj, Tjaša, en dober posnetek bom naredil, zato se moram sezuti. Kje? Zavihati tele pajkice in tamle grem, lahko kar pokažeš. Ne vem, če bo dosti, da jih zavihaš, to malo misliš. Ejte, tole bo čist dober. Da bo še štope, sezujem in boš videla, kakšni posnetki bojo to. Zato dam še tukaj v vodo. Predvidevam, da je mrzla kot sto hudiču, ker tam odzlak je slab in da bom videl ta slab, da ga bom bolj posnamem, po mojem bo ful posnetek. Je pa voda po mojem mrzla, vse pa še. Imela Tjaša preko reka, da bo voda smota. Pa ne tako Evo, in lejte, zdaj pa pričakujte. Zdaj še malo. Ja, pa je mrzla, je. Lejte. Wow, kakšen hud slab. Zdaj bom kar previden, to ful drsi. Wow, ful je dober. In lejte, v 3 nadstropjih. Pa tudi razgled super. Vam pa moram povedati, da je mrzlo pa tako. Lejte, tle tudi ljudje verjetno plezajo, se dol spuščajo. Lejte, ko vidite tele uklonke. Mrzlo je Tjaša tako, da moram... Te boli do kosti. Do kosti, ej. Mrzlo, ej. Midva se zdaj vračava iz slapa cuc in evo, tole sva zdaj pa prišla do te ta prve brvi, ki bi verjetno že tukaj mogla iti. Vse tudi tle lepa soteska, tako da zdaj imava pa še do avta 10 minut, po mojem, 15, no. Še kako ti je bil tale izletek na tale slab cuc? To sem že prej povedala, da mi tale slab deleč najbolj zanimiv. Zdaj, če izvzameva to, da sva se majčkeno izgubila. Ampak ni bilo nič hudega. Ja, sva se vsaj malo zadihala, mi je bilo res zelo všeč. Sva pa porabila za to koliko časa? Urco pa pol? Ne, skoraj 2 ure. Skoraj 2 ure. Pa 4 kilometre sva prihodila. Sam midva sva si vzela čas gor, pa jaz sem si noge sušil pol. Tako, v miru sva snemala. V urci pa pol se tole da narediti. Ampak ni potrebe za hitenje. Tako je. Tako da tole priporočava. Ja, edino kar je treba, pot je malo tam tik pred slapom strma pa spolzka. Tako da je treba biti kar fajn, primerno obutno. Ni za kakšnih navadnih supergah ali pa celo šlapih hit. Tako. Tle se je pa en hudo dober hišo naredil gor. Tik nad cesto, ful zanimivo. Odeleč še bolj zgleda. Tole, Tjaša, so si pa zaslužila. Sva si, ja? Sam meni zdaj tale tvoj sirček malo zanikal. Jaz, če češ mi ga lahko enega vzameš, ker jaz ga nimam glih čist narajš. Mislim, ne, ga imam rad, ni pa ono, da ga obožujem. V glavnem, ja, pice sva si prvoščila, tudi jaz sem pol, tako da zgleda mi dobro, dišijo lepo, tako da bo tole, pa tudi kavica je pasala. Pol pa dalje. Dober tek. Tjaša, si se najedla? Jaz sem se, čist. Kakšna je bila tvoja pica? Meni je bilo všeč, jaz itak nisem izbirčna, ampak je bila tudi tako okusna, pa moram povedati, da je bila zelo poceni. Jaz sem si izbrala margarito in je bila 6,20 €.
No, pa še sem ti malo pomagal, tako da bi ti 6,20 € mogel dati, tako da bi bila 5 za 5 € si pojedla, rečemo. Ja, rečemo, no. Drugače pa kako si rekla, da se ta restauracija imenuje? Gostilna Prlampi. V Lučah. V Lučah ob cesti, ja. Ja. Zdaj sem pa čist na hiter pelel Tjašo v Robanov kot. Kako ti je Tjašo všeč? Ja, lej, kakšne čudovite gore so vse okoli. No, Lepo jaz je, gledam lepo, ful. predvsem tole od zadaj, zato ker zdaj pa greva. Jaz mislim, da je tole Radoha, nisem prepričan. In Tja gor greva. ja, to je mišljeno. Jaz mislim, da je to, nisem prepričan. No, drugače pa tudi na tole stran je ful lepo, samo glede, da je sonce tam, se malo slabš vid, ful lepe gore, ful lepo zeleno, tako da fino je tukaj. Cesta sem za na Radoho je pa drugače ful zanimiva. Skozi se uspenjaš, dobri razgledi, tako da super. Ja. Dober dan, gospodična. Gospod, a se gre tukaj na Raduho? Ne vem, če ve. Ja, prav, pa bomo probali, no. Hvala vsem. Lepo se imejte. S Tjašo so se čisto na hiter odločila, da greva še na Raduho. To je 2062 metrov visok vrh. Parkirala sva tukaj, ki je parkirišče za snežno jamo, in zdaj pa udarva gor naprej. Da vidimo, koliko se bomo namatrali. No, da je zalaufaj. Hodva dolg časa, 5 minut mogoče, in tle je zdaj snežna jama, levo ali gor, v bistvu boje, ampak je zaprta, kakor sem jaz dol bral. Zdaj midva greva pa tle, evo, tam je pa tista mala tablica Raduha, tako da midva grejo kar proti Raduhi. Bomo pa seveda malo pofjerpcala, ko bo nazaj prišla, kako ta snežna jama zgleda. Mogoče se pa da kaj videti, čeprav imajo zaprto. Bomo videli. Ful lepa koča na ful atraktivni lokaciji. Meni se tole ful dopade. Glejte, kakšen razgled dol noru. Tlele, kar roj muh sem slišal. To prej sem mislil, da so čebele. Glejte, zakaj sem jih pa slišal. Zato, ker so tlele bile. Da vidim, hotel sem tele table pogledati, kaj piše. Snežna jama, Loka, Rogovilc. No, ta koča pa zmaga, res. Zmaga, glejte, tam lepa kravice. Moram pa po pravici povedati, da danes je pa Tjaša jača od mene, tako da mora ona mene čakati. Da ne vem, v čem je problem. Ali pa kaj je pri Tjaši tajna, da ji tako dobro gre. Kaj je, Tjaša, tvoja tajna, da tako hitro letiš gor? Wow, kakšen razgled. A je tu? Ej, tu je Robanov kot, lej. No, tukaj pa je. Lej, vidiš, ker niva preorana. Lejte, kakšen razgled sem, ki je sonce, ga te malo slabš videl, ki bova to nazaj šla, Tjaša, po mojem, v boljš fotke, ali pa ne. Wow, je hudo. Kakšna dobra razgledna točka. Tle moraš malo paziti, da dol ne padeš. Pa tudi okoli ful hud razgled. Tle gor smo pa prišla. Evo pa ga vidva. Vrh. V bistvu je bliz, ampak tudi še daleč. So pa ravno na 2000 metrov, kako se počutiš, Tjaša, na 2000 metrov? Ja, ugotovila sva, da se malo težje diha, ampak že od 1500 naprej. Ja, nekaj sva res zadihana. Ampak narava pa fantastična, razgledi dol. Na vse strani, tamle na uno stran Robanov kot, tamle Mozirje. Predvidevam, da je tukaj zelo dobra razgledna točka. Poglejte, kakšna lepa rosca. Samo predvidevam,
da bo to ne bo se dobro videlo, kaj proti soncu. Pa še pol bih mal. Ja, zanimiva. Kaj je tisto tamle? Matkov kot ali je, ne vem, Logarska dolina ni. Evo, Tjaša osvaja prvi svoj 2000-ak v Sloveniji v letu 2022. Tjaša še malo nazaj stop. Ta je bila pa malo podla. Sem se hecal, pa še strah me je bilo, da boš res. Ne, ker lejte, če bi tle dol stopila, ne bi bilo glih najboljše. Tamle dol se ustaviš, ne vem kje. Kaj ti si? Ne. Tamle nekje odzad mora biti po mojem Logarska, ampak lej, tole pa nimava sreče. Je pa čist megleno na tole stran. Je pa na tole stran veliko boljš, ne. Tako da, pa sem proti Mozirju, tako da lep vrh se je splačalo je, kaj praviš, Tjaša. Res se je, čeprav je težko. Kdo je že tole predlagal? Ti? Ja, jaz? Ja, ti. Ampak zdaj si bolj navdušena na tem mojem predlogom, ki si bila spodaj, ne? Spodaj nisem bila čist nič, pa tudi v sred čist nič, ker je šlo V sred si težko. bila še manj. Še manj, Ja. ampak zadnji del pa je pa res najlepši del poti. Najmanj zahteven in je prav užitek. Ko do avta prideva, sem jiš pa zahvalila, ker sem to Ja, predlagal, bom pa ne? vesela. Že so te iste one, ki so bile na begunšci. Glih tiste dva sigurno nista. Ista žval pa je. Vedela, da moram jopco vzeti še premalo. Evo, javljam se, danes je januar 2023. Glejte, kakšen brez je. V glavnem, no, s Tjašo smo na Raduhi. Nekaj pihati začelo, nekaj se slabo. Glej, kaj prihaja sem. Tule bo tak dež. Ej, pa tu je v 2 minutah hujš. Ja. Ja, nič, lej, Tjaša, pol se pa midva kar odpravila, da ne bo ketle gor ostala, da naj ne v kakšen helikopter rešval. Drugač pa, lejte, sem še tole vam moram pokazati, dokler je še lepa slika. Lejte, tole je pa meni tlele najbolj všeč, tele stene. Lejte, kaj je super, a? Zdaj se že slabš vid. Wow, to je čist, lejte, to je čist strmo dol. To je neverjetno. Te moram tudi jaz malo paziti, da nam kje zaružil. Lejte, tle, če bi mečken se odrinil, bi čist do dol prletel. Še na to stran je tudi ful dober. Lejte, wow, res je dober. Res, ampak ima Tjaša prav, pejdimo dol, ker bo dež. Bo, sigurno bo. Neč, sem vesel, da sem šel na tole Raduho, ker je fino, res je fino. Lejte, kako gre tlele čez ta. A so to oblaki, ali je megla, ali kaj, ne vem. Lejte, prav, kar malo grozno, a Tjaša? Ja, mene je malo strah. Malo jo je strah, gremo dol. Evo, tukaj so zdaj pa vhod Snežna jama. Sicer je to danes zaprto, vstopnina se pobira, tle tako da ne bova zdaj šla naprej, ker moraš take stvari upoštevati, tako da midva greva zdaj nazaj, ampak sem to, da sva videla, kje je, ne Tjaša? Tako je. Itak sva pa že toliko utrujena, da. Da ne gre več, ja.